Dober dan. Lep pozdrav. V svobodi govora in svobodi tiska, ne? Moramo danes kakšno spregovoriti. Se pravi, predsednik vlade Marjan Šarec je dejal, da bi bilo primerno, če podjetja v državni lasti razmislijo, ali bodo še oglaševala v publikacijah, ki širijo sovražni govor. A je teza pravilna? Zaradi tega je bil deležen oštre kritike, da napada svobodo govora in svobodo tiska. Greva preden se lotiva te hipoteze, ne, da gre za napad na svobodo govora, svobodo tiska, k temu pravzaprav je predsedniški poziv k razmisleku o oglaševanju v glasilih, ki širijo sovražni govor, na mestu. Predsednik vlade ima prav in jaz ga podpiram in mu čestitam. Hvala, to bi bilo vse za danes. A končava? Začniva, v redu. Ne, tako zelo vehementno si dal predsedniku vlade prav. Kaj te navaja na to oceno? Suverenost, ki jo imamo v sebi, ko gre za človekove pravice, zelo simpel. On je spregovoril o temeljnih človekovih pravicah in jih je postavil na prvo mesto. Ja, in s tem posegel v svobodo govora in svobodo tiska. Z oglaševanjem. Kdaj je pa oglaševanje temelj svobode govora? Oglaševanje je v naši branži del problema, ne rešitve, čeprav se od tega živi, ne? Ampak vendarle so to podpomeni, ki v bistvu načeloma oglaševanje z vsebinami ne sme imeti nič skupnega. Mislim, tako kot jaz razumem oglaševanje, ne? Oglaševanje je namenjeno temu, da sem jaz gospodarski subjekt, ne, kot se lepo reče, in potem rečem, v redu, bom oglaševal v neki publikaciji in zaradi tega, ker bom oglaševal v neki publikaciji, bo moja dodana vrednost še nekoliko višja. Z te strani gledano je jasno, da je pač interes, ne vem, gospodarstva ali pa nekega subjekta, ki se oglašuje, je vzbuditi v nekem, nagovoriti neko populacijo in če nek medij ima nek doseg, pač ti ljudje računajo na to, da bodo vložili v svojo promocijo na način, ki jim bo omogočil boljše poslovanje in večje prihodke. Seveda empiričnih raziskav na to temo, ne vem, obstajajo, kaj recimo, če se ti pojaviš, a se ti pojaviš v negativnem kontekstu, a ti to kot firmi koristi ali ti ne koristi, je drugo vprašanje. Zdaj, recimo Benetton je bil vedno v preteklosti naklonjen raznim provokacijam, ki so bile neokusne. Meni so se zdeli pa v redu. Ja, nekaterim da, nekaterim ne in tako naprej. So bile mejne. Ampak ta mejnost je vzbujala pozornost in to je bil njihov namen. Državna podjetja imajo poslanstvo. Najbrž, se pravi, zdaj tako, Šarec z eno besedo... A bo promet na državnih cestah večji, če državne ceste oglašujejo v publikaciji, ki recimo grdo piše o homoseksualcih? Empirične raziskave ni. Če pa to pospešuje prodajo, je pa to slabo. Namreč s temi nameni je podobno kot z nameni populistov, ki vzpodbujajo strahove. In če na ta način vzbujajo pozornost, zato da pridobijo neko politično pozornost, najmanj kar je pridemo na polje sumljive etične odločitve. Dobro, Šarec je to pač nagovarjal, ampak ne gre zdaj za načelno vprašanje, dajmo razčistiti nekatere bazične stvari v Sloveniji. Ne gre za načelno vprašanje. Pri nas gre za vedenje o neki praksi, ki smo ji bili priča in traja 20 let in je vezana na tranzicijo. Mi vemo, da so bila, to se pravi, že od samega začetka, ko smo družbeno lastnino preoblikovali v državno lastnino, to pa v privatno lastnino. To je bil en zelo zapleten proces, ki je imel opraviti v politiki z metodo nekega razsvetljenega absolutizma. To je bila vloga Drnovška, da je bil razsvetljeni absolutist, ki je imel pa eno nalogo, da je diverzificiral vse vidike življenja, vključno z
pospeševanje demokracije, nekako ni smel ogroziti vitalnih tranzicijskih in privatizacijskih interesov določenih skupin. O tem bi danes težko dvomili. Slovenija se je pač, če vzameva samo primer, koliko časa se je preoblikovalo tole pod vladavino LDS, preoblikovala telefonija iz oblike monopola v konkurenčno telefonijo, ne? To je minilo desetletje. Ne? No, malček je bilo pomoči temu precej ekskluzivnemu statusu državnega ponudnika. Takrat je bila Vivienne Reding, če se spomniš, se to ni bil slovenski problem, to je bil vseevropski problem. Ja. Vivienne Reding je takrat poskrbela, da so potem morali spustiti cene in jih na ravni Evropske unije izenačati in podobne stvari. Ja. Ampak recimo, to je en primer in iz tega bazena je bilo ogromno nekega oglaševanja in to nobeden ne more zanikati, da ni bilo politično motivirano. Ne? Potem, če vzameva epizodo brezplačnikov med 2.4 in 2.8, tista je bilo pa degutantno do skrajnosti. Ne? To je bilo ustanovljeno zato, da je diskvalificiralo v prid neke politične opcije ali stranke. Diskvalificiralo je pa na način, da se je, ker so bili brezplačniki, moralo napajati iz nekih virov in to je bilo oglaševanje. In če si not prebral oglase, to so bile sama državna ali pa paradržavna podjetja, v katerih so bili kadrovani gospodje, ki so bili politično všečno nameščeni. Ne? Nehajmo se sprenevedati, to so dejstva. Ne? In v Sloveniji ta prikrita oblika, najmanj, kar je v slabem spominu, lahko pa domnevamo, da še vedno traja. Ne vemo, natančno, v kakšnem obsegu in kako. In zdaj, če nekdo iz politike, ki očitno ni deležen beneficij tega zakulisja, opozori vsaj na to, da reče, v redu, če že to počnete, počnite saj z občutkom za nerazpihovanje sovraštva in za temeljne človekove pravice, potem jaz to lahko samo pozdravim. In to zelo jasno in zelo razločno. In zelo odločno sem hotel reči. Ne vidiš tlele posega v svobodo tiska? Lej, na drugi strani to zamaje, se pravi, finančno podstat kakšnih publikacij. Take publikacije, ki širijo, naj bom zelo jasen, ki širijo sovražni govor, ki preprosto v eni potezi kršijo 63. člen Ustave, v katerem je prepoved razpihovanja k sovraštvu, k delanju razlik na podlagi rase, spola, na podlagi vere, na podlagi barve kože. Če taki časopisi propadajo, super, ne propadajo. Nimaš težav s tem. Sej po drugi strani je tako, da sovražni govor je vendarle tudi neka kvalifikacija, ki jo najdemo v zakonodaji. Dobro, je vprašanje, na kakšen način zadeve, ki imajo nekaj elementov sovražnega govora, sprocesirati čez kazenski postopek, ker je to po moji oceni relativno težko, zaradi tega, ker morajo biti izpolnjeni zelo številni pogoji. Pred tedni je o tem pisal nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic v Sobotni prilogi. Ampak vendarle, če rečemo sovražni govor, se je treba zavedati, da gre za pojem, ki je opredeljen celo z zakonodajo in ki je z zakonodajo razglašen za nekaj nedopustnega. Sovražni govor je treba razločati od jeznega govora ali pa nespodobnega govora, ali pa govora, ki gre čez mejo dobrega okusa. Tako, ja. To je razlika. Tam, kjer se razpihujejo temeljna sovraštva v smislu ljudje, tako kot se zdaj po Evropi pač dogaja na CNN, to cel teden že nekako poskušajo prikazati v raznih dokumentarnih oddajah. Se pravi, ljudje so ljudje, ki jih je treba izbrisati, tako kot je to že gospod Hitler naredil in on je imel prav in tako naprej. Na drugi strani bi lahko tudi rekli, da to, kar Izraelci počnejo za Palestinci, je isto. To so temeljne kršitve najbolj osnovnih temeljnih človekovih pravic in tukaj mora biti ničelna toleranca, mi je zelo žal. Lahko se pa pogovarjamo o tem, a eden preveč strastno pove neko svoje mnenje, ga zanese in gre čez mejo, potem pa bi jaz zagovarjal svobodo govora v tem smislu, da sicer žaljivost ni v redu, ampak če ne gre čist na neko osebno tisto diskvalifikacijo in ostaja na ravni nekega argumenta, potem seveda
Tukaj treba odmeriti. Ja, mislim, samo da veš, te reči se potem lahko rešujejo v civilnih pravnih postopkih, ne? Ja. Ne, če je nekdo povzročil škodo, prizadel hudo bolečino, spravil nekoga tako rekoč na bolniško zaradi tega, ker je grdo pisal o njem, ne, in mu s tem materialno škodo povzročil. Ne. To so situacije, ki so nekoliko drugačne od tega, kar je predsednik vlade govoril. Seveda. Mislim, tle je vsem prišlo, ne, veš, do neke reakcije pri tem Šarčevem pozivu k razmisleku, ne, nekaj ljudi mlajše generacije iz pravnih vrst se je oglasil, ne, češ da gre za... To je bil kandidat za ustavnega sodnika Teršek, ne? Pol Avbel, ne? Ja. Toplak, pa še eden, ne? 4. Ja. Dobro, oni so sestavili neko mnenje, ki je za mene zelo problematično, je pa legitimno, ampak je problematično pa zaradi tega, ker so se prvič postavili na pozicijo vednosti kot take, na metapozicijo, tako rekoč, ne, so kot nek sveti sedež, iz katerega presoja lahko vse vsem, ne, to je prvo problematična pozicija. Drugo, kar je, oni imeli so prav v tem, da so rekli, da nadaljevanje te logike, da je v rokah nekega oblastnika lahko nevarno orodje, to se strinjam, to je res, ne. Se pravi, pot, na katero je stopil, je nevarna pot, njegovo stališče je pa pravilno, če mene vprašaš. Ampak njihova argumentacija, da so oni rekli, da je še posebej problematično zato, ker on v bistvu v podtonu nakazuje kritiko enega političnega pola, to desnega, ne? To je pa tako skrajna trditev, da za neko metapozicijo, ne, pravniško je pa res skrajna. Prvo, kar je pravniki, ti 4 pravniki so popolnoma zanemarili 63. člen in so člen, ki govori o svobodi govora, postavili nad temeljne človekove pravice. Za mene nesprejemljivo. Drugo, kar je, oni so se postavili vloge nad politologov, ki so povedali, da imamo v Sloveniji bipolarno ureditev, v kateri sta dve opciji in ena je favorizirana. Mi imamo bipolarno motno, ne bipolarne ureditve. Točno tako. Ja. Točno tako. Mi imamo prvo, kar je pluralna ureditev, celo vlada oziroma celo parlament je sestavljen pluralno maurično po proporcionalnem volilnem sistemu, in tudi sama realnost še zdaleč ne odraža več levo pa desno. Nikakor ne. Sploh pa ne ideološko, zaradi tega, ker dejansko vlada kapital in interesi kapitala nad vsemi ideološkimi nijansami. In tega niso prepoznali, ne? In to je skrajno problematično stališče. Še bolj problematično je pa to, da je nacionalna televizija iz tega naredila spet metadogodek in te 4 pravnike postavlja kot metapozicijo proti oblasti in namesto, da bi bili sposobni presoje, kaj je prav in kaj je narobe, so šli uravnoteževati, zato da zgleda, kot da se znajo tudi proti oblasti postaviti. Zavržno. Mislim, meni se je neka druga vaja zavrtela pred očmi. Ne? Namreč, kako bi pa zgledali, ne, če bi premier svojo misel izpeljal nekako tako, ne, da poziva oglaševalce naj ne razmišljajo o tem, ali je dopustno oglaševati v publikacijah, ki širijo sovražni govor. Ne, se pravi, ne? To je dvojna negacija, to že... Mislim, je zapleteno, ne? Ampak, veš, tako, rekel bi, da v samem pozivu k razmisleku jaz ne bi bral neke izrecne grožnje. Je pa res, ne, veš, da če politični govor beremo skozi naočnike, skozi katere smo bili politični govor vajeni brati pred letom 90, ne, je poziv k razmisleku v resnici pomenil, ne, partijski ukaz. Mislim, neke 4 kategorije, močnejši, bolj jasen ukrep. Jaz upam, da bodo tisti, če si rekel tožilcu, naj pa malo razmisli, a so šli tejle predaleč, če je bilo to navodilo, da je zaplen cajt. Ja, ampak v danem primeru, jaz upam prvič, na ta način odkrito rečem, ne, da bodo oglaševalci to razumeli kot partijski ukaz. Zaradi tega, ker to tudi je v svojem bistvu. Ne. Namreč ne sprenevedajmo se. Temeljno kršenje človekovih pravic in razpihovanje k sovraštvu terja ničelno toleranco za partijskim ukazom ali pa za sofisticirano govorico. Nema veze. Ne. Problem je v tem, da v tej točki jaz mislim, je treba pač
Šarca premijeja podpreti. V vseh drugih točkah vidim Se pravi, ti ne bi njegove izjave bral dobesedno v smislu razmislite, ampak jo bereš kot, lejte, nehite oglaševati. Jaz jo berem po vsebini. Povedal je prav. Če bodo oni razumeli partijsko, ne razumejo, pomeni, da so sami partijsko strukturirani. Ja. Če bodo razumeli demokratično, pomeni, da so demokrati, če bodo razumeli kakorkoli že hočejo, vsebina šteje. In v vsebini je on povedal natanko to, kar je povedal. Ima pravico to povedati. In mislim, da je bilo to eno prvih res jasnih stališč v tej sicer brezbarvni vladi, ki v bistvu sledi nekim neoliberalnim trendom, kakor jih zanaša. Neka nedoločenost je brezkonceptualno, skratka ta vlada ni vlada, ki bi jo jaz preferiral ali pa bi rekel, da je kaj vredna. To stališče mi je pa izrazito všeč, pa ne samo všeč, mislim, da je izrazito pozitivno in pravilno, in izraža, da vendarle ima premier nek izredno jasen koncept v nekih temeljnih ustavnih zadevah in vendarle ustava v Sloveniji je dobra in jo imamo in se delamo, kot da je nimamo. Na vseh drugih zadevah, mislim, se je, recimo referendum o tem, ali smo za begunce ali smo proti beguncem v prihodnosti in v primeru primera, v hipotetični situaciji, to je bolano, če mene vprašaš. Ja, mislim, se pri teh referendumih sem jaz v zadregi, namreč deklaracije, ki se sprejemajo na sestankih, so potem objavljene v uradnem listu ali ne? Ja. Marakeška deklaracija. Ja. A je Marakeška deklaracija objavljena na koncu v uradnem listu ali ne? Ja. Kot jaz vem, pač deklaracije niso objavljene v uradnem listu. Zdaj, so pač deklaracije. To so deklaracije. Zdaj, če bomo imeli referendum o vsaki taki politični izjavi, potem odpiramo prostor za zelo, zelo veliko število še drugih referendumov, konec koncev ne vem, veš, čez nekaj dni bo v Katovicah podnebni vrh, ki se bo verjetno prav tako končal z neko deklaracijo. Ta deklaracija ne bo objavljena v slovenskem uradnem listu. Zdaj, referendum je pa inštrument, na katerem se odločamo o zadevah, ki bi bile ali ne bi bile objavljene v uradnem listu. Perverznost našega družbenega vsakdana ali pa okolja je ta, da se v Nemčiji ali pa v drugih demokratičnih deželah, verjetno tudi v Ameriki, pogovarjajo o tem, da spletne strani, ki prenašajo sovražni govor, ne da bi ga same napisali ali pa povzročile, samo prenašajo, so lahko kaznovane za milijonskimi vsotami. Tako daleč so prišli. Mi se pa pogovarjamo o tem, a premier sme reči, a je to primerno, a je to neprimerno, pa ali se to spodbuja, se to ne spodbuja. Mislim, mi še zdaj nismo razčistili vprašanje tistih brezplačnikov in pa oglaševanja v brezplačnikih se pravi in striktno pod vidikom korupcije. Ne samo politične korupcije, ampak čisto konkretne finančne korupcije. Ustanovili so parlamentarno komisijo, ki je upravičila svoj sloves, da če hočeš problem ubiti, ustanoviš parlamentarno komisijo. Ampak tam je, veš, v bran parlamentarne komisije, mislim, tam je ta parlamentarna komisija, ki se je ukvarjala z brezplačniki, vendarle odkrila nekaj zelo zanimivih podrobnosti. Ne kritiziram njih, kritiziram to, da naslednja parlamentarna sklica, ki je prišel, bi moral to stvar potem predati tožilstvu. Dobar, ja. Ne konkretne komisije, ker oni so, takrat je bila, kaj je bila, Melita Župevc pa Paul Hanžek, mislim, Hanžek je na tem delu, če se prav spomnim, Matjaž Hanžek, meni se zdi, In mislim, da je bilo takrat, po spominu govorim, ampak mislim, da takrat so zelo dobri. Ne, Matjaž Hanžek je bil takrat varuh človekovih pravic, ampak... Ne, potem v komisiji, ko so jo v nadaljevanju naredili, ko je nehal biti. On je bil v parlamentu potem, Je bil pa predsednik komisije za T6. Za T6 je bil. Okay. To sem pa jaz zamišljal. V redu, ampak bilo je veliko narejenega v tisti komisiji in so bili jasni izsledki, se je dosti dobro pokazalo, ampak iz tega se ni nič zgodilo pol, Tukaj bi moral... Že, ampak veš, se ni nič zgodilo, Zgodi se že s tem, če so zadeve bolj jasne kot pred začetkom poslovanja neke komisije. A so? Ja, mislim, zdaj, če od parlamentarne preiskovalne komisije pričakuješ, da bo šel zaradi parlamentarne preiskovalne komisije kdo v zapor, to ni
v opisu deli nalog parlamentarne preiskovalne komisije, je raziskati okoliščine. Ne? Zdaj, če bo pa glas o teh okoliščinah tako ali drugače prišel do policije, tožilstva in bodo oni ukrepali, je pa to nek stranski, lahko tudi pomemben stranski produkt poslovanja parlamentarne preiskovalne komisije, ni pa to, da bi prišlo do procesnih dejanj v smislu kazenskega zakonika ali pa zakona o kazenskem postopku, cilj ustanovitve parlamentarne preiskovalne komisije. Ne? Cilj preiskovalne komisije je, da boljš razumemo, kaj se je zgodilo. Jaz bi parlamentarna komisija razumel v širšem kontekstu celotnega parlamenta. Parlament bi razumel pa v tem, ne, da če enkrat pride do spoznanja o določenih kaznivih dejanjih, da prvo, kar je, iniciira pristojne službe, oziroma inicira, da vzpodbudi pristojne službe, da ukrepajo. Ne da jim ukaže, se jim ne more, se so ločene oblasti, ampak da da jasno stališče, menimo, da je to tako prvič. In drugo, kar je, če imamo že preiskovalno komisijo, ki mimogrede veliko stane davkoplačevalce, potem bi iz tega morala slediti neka dejanja, recimo v smislu boljše kalibracije zakonodaje. Ne? Se pravi, iniciacija spremembe nekih zakonodajnih postopkov in pa zakonodajnih standardov, ki bi morali rezultirati v boljšem zakonu in do današnjega dne teh deviacij ne bi smeli več biti. Tako se jaz predstavljam demokracijo. Ne? To pa res, ja. In tega ni bilo. In še vedno ni in še vedno imamo cel kup poplave nekega sovražnega govora in zdaj govorimo na načelni ravni, ne na konkretni politični. Mene prav briga, katera stranka to dela, čeprav se bolj ve, se ve, katera bolj in katera manj, ampak to ta trenutek ni pomembno. Pomembno je pa načelno vprašanje, ali imamo toleranco do sovražnega govora in cel kup akademskih razprav o tem, ali je svoboda govora nad temeljnimi človekovimi pravicami in kje je meja in tako naprej. O tem bi simpozije delali, bi si dnevnice zaračunavali. Mislim, da so tukaj stvari relativno precej določljive, precej jasne in konec koncev ne rabimo odkrivati tople vode tam, kar so jo odkrili že Američani, Nemci, ves demokratični svet. Te standardi so precej jasni. Ne? In v tem smislu, ne da bi to vlado podpiral, ne da bi karkoli rekel, je treba zelo jasno povedati, ta beseda je bila klena, je bila dobra. Klena, to je to za danes. Hvala lepa.